Še enkrat lepo pozdravljeni na našem današnjem regijskem sestanku programa Zdravje v vrtcu. Najprej seveda lepo pozdravljene vse regijske koordinatorke programa Zdravje v vrtcu. Dobrodošla tudi predavateljica, gospa Katja Brkič-Golob, da ste se odzvala našemu povabilu in da boste svoje izkušnje in znanje lahko delila z nami, tako da smo vam res zelo hvaležni, da ste si vzela čas. Seveda dobrodošli tudi vsi ostali, ki vas vsebina zanima. Jaz sicer pričakujem, da se nam bojo v naslednjih minutah pridružili tudi še nekateri, ki jih trenutno še ni z nami, vendar predlagam, da z dogodkom kar začnemo. Tako da bi morda samo za začetek dala nekaj tehničnih navodil. In sicer bi prosila, da vsi imate zaenkrat izklopljene mikrofone in kamere, zato da ne bo tehničnih motenj med samim predavanjem. Kasneje pa bomo seveda vas pozvali k aktivni udeležbi, tako da takrat pa prosim, da vklopite svoje mikrofone in poveste svoje mnenje oziroma podate svoja vprašanja. Tako da naš današnji regijski sestanek bo sestavljen iz prvega dela, kjer bomo dejansko najprej poslušali eno strokovno vsebino s področja duševnega zdravja, kasneje pa vam bom na kratko še enkrat podala informacije o našem programu in pa seveda o tem, kako je potrebno pripraviti letna poročila in kakšni so pogoji za pridobitev potrdil. Skratka, vse potrebno, kar je potrebno še v tem šolskem letu zaključiti in kaj pričakujemo od vas, boste izvedeli na današnjem sestanku. Sedaj bi pa kar predala besedo gospe Katji Brkič-Golob, ki prihaja iz Zdravstvenega doma Novo mesto, kjer je vodja oddelka za duševno zdravje, je magistrica psihologije in specialistka klinične psihologije. Skratka, je oseba, ki nam bo zagotovo znala predstaviti, kako lahko mi kot laiki prepoznamo določene težave, ki se pojavijo pri otrocih in seveda, kar je za nas tudi pomembno, kako lahko takemu otroku pomagamo, kaj lahko naredimo sami in kdaj je potrebno, da ga napotimo k strokovnjakom. Tako da, gospa Katja, jaz vam kar predajam besedo in jaz bom nehala deliti, pa lahko vi delite. Izvolite. Hvala. Evo, lepo pozdravljeni še enkrat. Jaz upam, da se slišimo. Vse slišimo, ja. Okay. Super. Samo še, če date prezentacijo na celoten zaslon. Takole bo boljša, ne? Tako, super. Okay. Odlično. Torej, dober dan še enkrat. Jaz sem dr. Brkičeva, prihajam iz Zdravstvenega doma, kot je bilo že rečeno. In sem bila zaprošena, da imam eno krajše predavanje na temo duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Zdaj, jaz sem sicer načeloma navajena predavati v živo in je malo drugače, ker vas ne vidim, pa tudi se mi zdi, da je dosti bolj fino, kadar smo lahko malo bolj interaktivni, tako da upam, da bo na koncu še kaj priložnosti za diskusijo, pa tudi vmes, če bo imel kdo kakšno vprašanje, lahko na chat napiše, prav. Tako da mogoče čisto za začetek. Sem si zamislila tole predavanje kot seveda tudi ena strokovne vsebine, zato da bomo vsi vedeli, o čem se govori. Ko pogovarjamo se, morda samo ena definicija, kaj pravzaprav duševno zdravje je, ne? Duševno zdravje kot tako je seveda opredeljeno kot nek pozitiven odnos, ki ga imamo do sebe, ki ga imamo do drugih, to velja tudi za otroke in mladostnike. To pomeni, da se je otrok zmožen recimo soočiti z nekimi izzivi, tudi predšolski otrok ima svoje izzive, da ima seveda razvija pozitivno samopodobo, samospoštovanje, da se zmore soočati s težavami. Zdaj, tisto, kar je mogoče drugače, kot je bilo v preteklih stoletjih, je to, da nekako vidimo pri opredelitvah duševnega zdravja, da gre za kontinuum.
zelo težko mi vidimo stvari črno-belo. Torej ne moramo reči, da je nekdo duševno zdrav ali da je nekdo duševno bolan. Ampak pravzaprav govorimo o tem, da ima nekdo pozitivno duševno zdravje, lahko ima določene težave v duševnem zdravju, pa to nujno še ne pomeni, da ima motnjo. In seveda potem tiste najglobje stvari, ki jih vidimo, so pa seveda opredeljene kot duševne motnje. Zdaj tukaj mogoče sam kot en primer, en prikaz. Tukaj imamo tako imenovani dvofaktorski model duševnega zdravja, kjer nekako imamo na kontinuumu dve možnosti. To se pravi, lahko duševna motnja je prisotna, oziroma imamo samo slabo ali nizko izkazano duševno zdravje. Torej, mi imamo lahko neko negativno duševno zdravje, pa nimamo simptomov duševnih motenj, lahko pa pač imamo pozitivno duševno zdravje, kjer seveda ni duševnih motenj in simptomov, tega si seveda vsi želimo. Po drugi strani imamo pa lahko tudi negativno duševno zdravje, simptomi duševne motnje. To je ta zadnji kvadratek, ki je nekako najslabši. To se pravi, gre za prikaz tega, da je duševno zdravje na nek način neka izkušnja, ki jo mi imamo. Torej, ni nujno, da gre samo za motnjo. In v predšolskem obdobju se tudi mi kot strokovnjaki probamo držati tega, da ne damo preveč hitro nekih diagnoz. Diagnoze damo takrat, kadar imamo vse kriterije, da res lahko govorimo o diagnozi. Sicer pa probamo malo bolj opisno stvari razložiti, tako kot je tudi tukaj prikazano. Zdaj, glede na to, da je zelo pomemben pri razumevanju duševnega zdravja tudi to, kakšni so dejavniki tveganja oziroma varovalni dejavniki. En del, ki je siguren, povezan je družina. In jaz verjamem, da tako vi, ki delate v vrtcu, kot tudi mi, ki delamo v zdravstvu, vidimo precej teh dinamik. Velika odgovornost otrokovega duševnega zdravja je nedvomno na sami družinski dinamiki. Tisto, kar mi recimo vidimo zdaj v zadnjih letih, je ta, da imajo starši zelo slab nadzor nad svojimi otroki. Težave imajo pri postavljanju meja, to so čiste neke banalne stvari. Potem je seveda problem v tem, da so starši zelo zaposleni in bistveno več časa delajo, posledično tudi vzgajajo socialno neprilagojene otroke. Več je tudi mogoče nekih takih travmatskih izkušenj, saj jaz to vidim v svoji karieri, vidim v ambulanti bistveno več otrok, ki so šli čez neke zlorabe, bodisi fizične, psihične, tudi žal spolne. To so zdaj res ekstremi, no, ampak jih vidimo. Potem tisto, kar je mogoče bilo včasih neka revščina družine, tega je zdaj malo manj, vsaj mi malo manj vidimo v ambulantah, vidimo pa naraščanje, a veste, to je tako, če naraščajo duševne motnje v otroštvu in v mladostništvu, potem naraščajo v odraslosti krat 2. In tisto, kar mi vidimo, je, da imamo v resnici zelo veliko duševno bolnih odraslih, ki seveda vzgajajo tudi otroke. In potem posledično se ta dinamika na ta način prenaša. Tako da tukaj je nekaj, kar verjamem, da tudi vi vidite v svojem delu, da je v resnici včasih delo starši bistveno bolj težavno kot samo delo z otrokom. Potem imamo pa zdaj še ta del, da v bistvu po teh vseh novih družinskih zakonikih imajo otroci kar veliko enih pravic. Bom dala en banalen primer. V ambulanti imam otroka, ki je star 9 let, ki je poklical center za socialno delo in povedal, da ga starša tepeta, starša ga nista tepla. Se pravi, imamo dve skrajnosti. Ena skrajnost je ta, da je veliko nasilja, druga skrajnost je pa ta, da je zelo veliko tudi nekih lažnih informacij, tako da so otroci zdaj že dosti bolj tudi tehnološko napredni in hitreje dostopajo do nekih vsebin na internetu in se tudi hitreje znajdejo. Tako da delo z otroki seveda zraven vedno poveže tudi delo z družino in starši, kar je največkrat tako zelo naporno. Vsaj za nas, pa verjamem, da tudi za vas. Zdaj, individualni dejavniki, to je itak nekaj, kar je jasno, pač neki dejavniki tveganja se lahko zgodijo že pred rojstvom otroka, že v samem obdobju nosečnosti. Tisto, kar vidimo, je tudi precej težav po porodu, ženske se zelo težko soočajo s to materinsko vlogo, sploh takrat, kadar je porod zelo težak, ali pa kadar je otrok velik in je porod še toliko bolj boleč. Potem imamo tukaj dejavniki povezani s šolo oziroma z vrtcem. To boste vi več povedali, na kak način starši z vami sodelujejo. Zdaj, pri nas je načeloma itak tako, da z otrokom ne moreš delati v ambulanti, če pač nimaš pristanka staršev. Si pa predstavljam, da je zelo podobno tudi v vrtcih. Tako da sodelovanje staršev s šolo oziroma z vrtcem je zelo pomembno. Potem tudi vrstniški odnosi se kažejo že znotraj vrtčevskih vrstniških skupin, glede na to, da gre razvoj prijateljstva, se že začne tam okrog 5-6 leta starosti. Družbena situacija, kot pa je, kar se tiče epidemije koronavirusa, se mi pa zdi, da mogoče zdaj se že kažejo znaki, verjamem pa, da se bodo začeli kazati čez kakšno leto do 2, ko bomo pa to še toliko bolj videli. Mi že vidimo porast neke take paranoidne
vidimo mogoče vsebine tudi znotraj družin, ko starši več ne puščajo otrok na igrala, ker so pač prestrašeni, posledično so otroci dosti bolj egocentrični, težje odlagajo svoje potrebe, bolj jih je strah, dosti bolj jih je strah tudi družiti se, recimo menjavanja, čista neka materialna izmenjava igrač. Tako da to so mogoče čisto malenkosti, ki jih vidimo, ampak mislim pa, da bodo eskalirale kar v težje stvari. Zdaj mogoče sam kot zanimivost nekaj statističnih ugotovitev. Ko govorimo o napredovanju oziroma številkah, zakaj otroci prihajajo v ambulante, potem lahko vidimo, da se je že v letih 2008 do 2015 število zunaj bolnišničnih obravnav, to pomeni ambulantna obravnava, torej to, kar imamo mi v zdravstvenem domu ali pa pač kakšne druge, da niso otroci hospitalizirani, se je v bistvu povečalo za 25%. To so stari podatki, mislim, da gre zdaj še gor. Tisto, kar je pa zanimivo za otroke stare do 5 let, se pravi predšolsko obdobje, vrtčevsko obdobje, največkrat jih vidimo zaradi specifičnih razvojnih motenj pri govorjenju in jezikovnem izražanju. To se tudi meni potrjuje v ambulanti. Jaz mislim, da razlog je predvsem v tem, da je govorni razvoj otrok zelo, zelo zaostaja. Jaz mislim, da zato, ker starši nimajo časa, da bi brali pravljice, da bi se z otroki pogovarjali, in potem vidimo en kup enih takih raznoraznih govorno-jezikovnih motenj. Bomo tudi v nadaljevanju videli, kakšen tip motenj, več je vedenjskih pa čustvenih motenj, potem pa seveda je tudi ta rast pervazivnih razvojnih motenj, to so motnje avtističnega spektra, verjamem, da tega tudi vi zelo veliko vidite, pa seveda hiperkinetične motnje. Tukaj sem jaz zdaj dala tele dve slikce samo zato, ker včasih vem, da mi pišemo razne izvide, pa je noter naš strokovni jezik, ki malo zakompliciramo stvari, no, ampak uporabljamo pa vse neke diagnostične opredelitve, predvsem s tem naslovom, da se mi kot strokovnjaki lažje med sabo sporazumevamo. Tako da kadarkoli se pogovarjamo o nekih diagnozah, takrat uporabljamo mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov. To je klasifikacija ta na desni, ki se v resnici uporablja v evropskem polju, medtem ko Američani uporabljajo tale diagnostični in statistični priročnik. Določene stvari so tukaj noter dosti bolj jasno napisane, tako da načeloma mi uporabljamo oba. To so recimo tiste diagnoze, ki jih včasih mogoče tudi vi vidite v izvidih, ne vem, recimo F80 ali pa recimo, ne vem, F60 ali pa katera, to so torej cifre, ki za vas mogoče niti niso toliko pomembne, je pa pač pomembno samo zato, da vemo vsi, zakaj se pogovarjamo o teh šifrah, da to izhaja od tukaj, no. Tako, drugače, če bi pa govorili o tem, kaj pravzaprav je z otroki, bi pa rekli, ja, pač težave na govorno-jezikovnem področju, vedenjske čustvene motnje, pa seveda določene pervazivne razvojne motnje. Zdaj tisto, kar je zanimivo, oziroma zakaj so pomembna področja razvoja v predšolskem obdobju, tako tudi mi ponovadi gledamo v ambulanti. Mi pač pogledamo, predvidevamo, kakšen bi moral biti normativni razvoj predšolskega otroka. In kadarkoli nekaj od tega ne štima, takrat mi pomislimo, okej, nekaj je narobe. Zdaj, če je to tako zelo narobe, da otrok ne funkcionira, da imamo vse kriterije, potem govorimo o duševni motnji. V primeru, da ni vseh kriterijev in da je otrok vseeno še kolikor toliko funkcionalen, potem govorimo o težavah v duševnem zdravju. Ampak tisto, kar pa je pomembno, in to verjamem, da se tudi vi s tem ful srečujete in tudi prepoznavate, ker ste strokovnjaki na tem področju, tudi kdaj, ko berem kakšna poročila, moram reči, da nam pridejo zelo, zelo prav. Vse to, kar se vi potrudite in napišete, je nam bistveno lažje, ker veste, mi otroka vidimo v ambulanti 1 na 1. To je pač individualna situacija, ki ni nikoli čisto ista kot to, kot ga vi vidite v skupini. In je to malo drugače, tako da so ti podatki za nas zelo dragoceni. Zdaj pa, če se vrnem nazaj, ta področja razvoja, telesni gibalni seveda je zelo pomemben v predšolskem obdobju. Ne vem, kako vi vidite, jaz vidim čedalje več debelih otrok, tam do 5. leta, 6. leta starosti, res pač prekomerna telesna teža, tudi čedalje bolj so okorni in nerodni. Tisto, s čimer se seveda psihologi zelo veliko ukvarjamo, je nek kognitivni razvoj, intelektualne sposobnosti, tudi govorni razvoj, način reševanja problemov. Govorni razvoj izredno pomemben v predšolskem obdobju, neka mogoče popotnica za kasneje, za šolsko delo. Tudi osebnostni razvoj nas zanima, ker sodobne raziskave kažejo, da se temperament otroka kaže že v obdobju dojenčka, recimo koliko se otrok pomerja, na kak način otrok gre v kontakt. Potem seveda čustveni razvoj je zelo pomemben, čustva imajo tudi neko svojo razvojno pot, recimo sram se razvije bistveno kasneje, kot na primer žalost ali pa veselje, in če recimo med starostjo tam nekje 2. in 3. letom sramu ne vidimo,
takrat naj biti to problem, ker to lahko kaže na nek razvojni zaostanek čustvenega razvoja. Tisto, kar mi vidimo, take otroke, mi načeloma vidimo, je težave v regulaciji čustvovanja. Tako po domače histerični otroci, zelo razdražljivi, ne znajo se umiriti, ne znajo odložiti svojih potreb, dosti znižana frustracijska toleranca, kar je seveda povezano tudi naprej s socialnim razvojem, ne. Socialne spretnosti so čedalje šibkejše. Tudi recimo otrokovo igro gledamo, recimo tipično za neke otroke, ki so zlorabljeni. To nam ful pomaga, da ocenimo tak način tudi preko igre. Jaz delam kot izvedenka tudi za sodišča in je včasih zelo težko od otroka kaj dobiti in je bistveno lažje pogledati, kako gre razvoj igre. In takrat, kadar igra ne nudi užitka, ker v tem obdobju pričakujemo, da bo igra še nudila nek užitek, zadovoljstvo, kadar je igra zelo stereotipna, kadar je zelo ponavljajoča se in ni neke čustvene izmenjave, takrat lahko tudi posumimo, da gre za neko težavo, motnjo, v najslabšem možnem primeru pa lahko tudi za kakšno zlorabo. In pa seveda moralni razvoj, ki se razvija najkasneje, ne, razvoj superega, to gre potem že v šolsko obdobje. Se pravi, kadarkoli nekaj od tega ne štima, da nekaj ni tako, kot bi moglo iti normativno, mi začnemo razmišljati o tem, da pač ima lahko otrok težave na duševnem razvoju oziroma duševno motnjo. Zdaj tukaj, to sem dala mogoče malo izven teme, ker se mi je pa vsem zdelo pomembno, vloga vzgojiteljev. O tem se premalo govori, mislim pa, da igrate ključno vlogo in vsi tisti, ki tudi delate svetovalno delo v vrtcih. Tale stric Bowlby je bil en tak zelo zanimiv gospod, ki je pravzaprav ugotovil, da imamo ljudje kapaciteto za navezovanje. In ta kapaciteta navezovanja je ključna, da lahko vstopamo tudi kasneje v zdrave partnerske odnose. Kar je mogoče iz mojega zornega kota pomembno, je to, da mi, torej klinični psihologi, načeloma govorimo o psihološkem rojstvu, ko je otrok star 3 leta. Zakaj? Ker takrat otrok razvije konstantnost objekta. To pomeni, ko me mama pusti, ne pomeni, da me je mama zapustila, ampak je mama še vedno v mojem mentalnem svetu. Pred to starostjo je to malo težje doseči. Sicer konstantnost objekta kot tak otrok že doseže v prvem letu starosti, ampak ta čustven del, ko pa v resnici še tudi desna polovica možganov še ni tako zelo razvita, da bi mi lahko govorili o tem, da otrok se zaveda tega, da mame ni, je pa bistveno kasneje in zaradi tega so ali pa ste vzgojitelji zelo, zelo pomembni. In vaša vloga je po mojem mnenju, si upam trditi, v tem delu celo pomembnejša kot vloga učiteljev, ko je otrok že narejen, ko otrok že gre čez neke procese tudi separacije. Tako da tale gospod Bowlby je ugotavljal preko ene in potem tudi ena druga kolegica preko ene zanimive situacije, ki se ji tudi reče opazovanje tuje situacije, to je bila Mary Ainsworth. Ona pa sta ugotavljala, kaj se zgodi z 18-mesečnim malčkom, če mama zapusti prostor. In na podlagi teh opazovanj, tukaj imate tudi v bistvu na YouTubeu en posnetek, sta ugotavljala, da otroci razvijajo različne modele navezanosti. Tisti model navezanosti, ki je varen, to pomeni, da otrok je žalosten, ampak se uspe pomiriti, takih je približno tam nekje 35%, tudi potem v odraslosti bo taka oseba zmožna tvoriti neke zdrave partnerske odnose in kasneje starševski odnos. Težavo imamo pri teh treh, in to po moje tudi vi ful vidite v vrtcu, no, ko recimo starši puščajo otroke, takrat se to najbolj vidi. Kaj se dogaja z otrokom? Tisti otroci, ki imajo, torej ti trije so nevarni stili navezanosti, tisti otroci, ki imajo preokupiran stil navezanosti, so absolutno preveč za svojo starost odvisni od staršev in ne prenašajo prav nobene separacije. V odrasli dobi se to kaže tako, da so posesivni. Recimo ful grejo v posesivne odnose, razvijajo take odvisnostne osebnostne motnje. To so recimo tudi kakšne ženske, ki so v partnerski vezi z nasilnimi moškimi ali pa tudi obratno, tako da si malo predstavljamo, no, kako to izgleda potem v odraslosti. Jaz imam mogoče tle srečo, no, ali pa nesrečo, da vidim otroke, ki delam z odraslimi z otroki in potem v bistvu se te hipoteze v odraslosti ful potrjujejo. Ko vzameš malo bolj podrobno razvojno anamnezo, se ful potrdijo, zato je to tako pomemben. Potem imamo take, ki so odklonilni, ne? To so tisti, ki se sploh nočejo navezati, ki sploh ne bodo prišli do vas, ki jih je toliko zelo strah odvisnosti od nekoga, da bodo raje rekli, ne, jaz pa nobenega ne rabim. To so tisti, ki so zanemarjeni, to so otroci zanemarjeni staršev, ki niso zmogli vzpostaviti kakršnekoli navezanosti. Potem imamo pa tudi plašljive, to so pa tisti, ki so pa socialno izogibajoči, malo bolj mogoče mila varianta tega odklonilnega vedenja. To so pa tisti otroci, katerih starši imajo recimo določene duševne motnje.
Bom pokazala eno sliko, to si lahko mogoče v priliki kdaj vtipkate, ful zanimiv posnetek, tuja situacija, no, kako otrok odreagiral 18-mesečni, pa tudi en komentar je zraven. Zato sem to tlele čisto zraven dala, ker se mi zdi pomembno za vas. Torej, tisto, kar je, jaz bi se s tem kar strinjala, no, s tem stavkom. Torej, otrok je depresiven, zato ker je njegova mama depresivna. Ker, a veste, če tako malo razmišljamo, ne, otrok v predšolskem obdobju, če primerjamo čisto recimo sebe kot dojenčka, če imamo pred sabo majhnega dojenčka in če imamo pred sabo žival. Recimo, ko se konj rodi konj, ko konj skoti konja, se konj postavi na noge in kmalu začne že hoditi. Podobno tudi z drugimi v živalskem svetu. Medtem ko v človeškem svetu je to čisto drugače. Otrok, ki se rodi, je 100% odvisen od svojih staršev. Tudi, če smo čisto iskreni, ta mogoče razvoj možganske strukture in možganov teče bistveno drugače pri ljudeh, ker v resnici povezanosti, to vse nove raziskave kažejo, med levo in desno hemisfero še ni. In ko mama otroka gleda, to je poanta v resnici nekega, in to tudi je poanta potem kasneje vzgojiteljev, ko mama otroka gleda, ko z njim vzpostavlja očesni kontakt, se v možganih delajo sinaptične povezave, torej se možgani razvijajo. In na ta način otrok gradi svojo ego strukturo, se pravi sebe. In če otrok gleda mamo, ki je žalostna, ki je depresivna, ki ne zmore tega, ki se ne zmore vklopiti, ne gre to za dojenje, kot gre za ta dotik oziroma čustveno bližino, potem bo seveda tak otrok lahko razvil tudi temperament depresiven. Zato ste tukaj vzgojitelji zelo pomembni, ker marsikdaj sem že videla v svoji ambulanti ali pa pač svetovalni delavci, da ste mogoče odigrali eno vlogo, materinsko vlogo tistih otrok, tistim otrokom, ki tega niso bili deležni doma. Pa ste mogoče rešili nekoga, da ni razvil neke hude duševne motnje kasneje. Tako da tle se mi zdi, da je res ful pomembna vloga vrtca, no. In je to delo tudi zelo naporno, no. Ok, zdaj, če se pa vrnem malo nazaj, ne, glede na to, da imamo, kaj jaz vidim v ambulanti, a pa kaj verjetno tudi vi vidite, pa čisto malo teorije, ne bom vas morila preveč z diagnostiko, ampak vseeno, da vsaj malo prepoznamo. Zdaj, tisto, kar mi vidimo, ne, tudi kolegi logopedi, pri nas recimo v zdravstvenem domu je čakalna doba za logopede nenormalno dolga, pa imamo 3 kolege, ampak dolga je zato, ker narašča stopnja teh motenj. To je neverjetno, koliko sem je že v svoji karieri teh motenj videla. Ločimo jih sicer tako po nekih klasifikacijah na receptivno, pa ekspresivno ali pa mešano. Receptivna pomeni, da otrok ima težave z razumevanjem, teh je manj. Več ekspresivnih, da otrok težko producira, se pravi, da ima šibek besedni zaklad, da ne zna tvoriti stavkov, težko posluša pravljice. Mešane so pa tako, recimo, se pravi, najpogostejše so ekspresivne, potem je mešana, kjer je eno in drugo, in potem je receptivna. Zdaj, logopedi te stvari delijo še malo drugače, mogoče še malo boljš, na govorne motnje pa na jezikovne motnje. To ni zato, da vas zamorim, ampak samo tako, da malo vidimo, no, kaj je zdaj tisto, kar se pojavlja v ambulantah, tudi logopedskih. Mi vidimo čedalje več jecljanja, tega prej ni bilo tako zelo veliko. Seveda motnja artikulacije še zmeraj zelo veliko, tudi to, kar pravijo kolegi, je, da motorika govoril ni razvita, to pa zato, ker so otroci vsi hipotoni. Hipotoni so pa zato, ker ne žvečijo dosti zgodaj, to je ena možnost. Druga možnost, da je bilo že pri porodu kaj. Predvsem je pa spet ta neodzivnost staršev, ne, da grejo s tokom otroka. Otrok mora žvečati, motoriko govoril mora razvijati že v obdobju dojenčka, zato da bo lahko potem v obdobju malčka začel govoriti. Tako da tukaj je to siguren problem. Otroci imajo zelo veliko težav tudi s socialnim delom v govorni komunikaciji, se pravi ta pragmatični del, očesni stik je pogosto zelo šibek, kar je logično, ker v resnici zelo hitro bulijo te računalnike in niti ne moramo pričakovati, da bi bilo to kaj boljše. Tako da govorno-jezikovne motnje tega ful vidimo. Duševno manj razvitost, tega verjetno tudi vi nekaj vidite, recimo te razne trisomije, Downovi sindromi. Po novih klasifikacijah za nas ni dovolj samo intelektualna opremljenost. Včasih se, po mojem, tudi vi še spomnite, so psihologi naredili pregled, v smislu, da so zmerali intelektualne sposobnosti, pa so potem določili, kakšen tip duševne manj razvitosti gre. Zdaj je pa tako, da nove klasifikacije zahtevajo tudi sposobnost prilagoditvenih spretnosti. No, to so pa tisti negraužno dolgi vprašalniki, s katerimi vas mi morimo ponavadi, če nam lahko vi obkrožite, ker starši načeloma vidijo vse super, vi vidite pa malo drugače. To so v bistvu spretnosti, ki pa povejo čisto banalne stvari. Ali si otrok zna zavezati vezalko, ali otrok ve, da mora pogledati na levo in desno, preden gre čez cesto,
ali otrok, seveda odvisno od starosti, ali otrok ima nek pincetni prijem. Se pravi, to so praktične spretnosti, ki jih otrok v vsakodnevnem življenju potrebuje. In kadar imamo nizke intelektualne spretnosti in znižane prilagoditvene spretnosti, takrat mi govorimo o duševni razvitosti. Ok, avtizem, tega po moje tudi vidite zelo veliko. Mi avtizma, zdaj tako, pri avtizmu je mogoče z mojega zornega kota pomemben samo to, da vam pač pojasnim, da ne obstaja avtistična motnja kot taka, ampak mi govorimo o spektru. Zelo redko kdaj se zgodi, da dobiš čisto vse simptome, ampak motnja avtističnega spektra pomeni, da ima otrok, tudi odrasli seveda, določene elemente in potem se mi odločamo, kako huda ta motnja je, ali so to samo posamezni elementi, ali je to visokofunkcionalni avtizem, recimo Asperger, ali je to lahko tudi Retov sindrom pri punčkah, ali pa pač govorimo o motnjah avtističnega spektra. Zdaj, ko rečemo, da so te motnje pervazivne, to pomeni, da trajajo celo življenje, začnejo se v obdobju predšolskem načeloma, tam v starosti 2 let ali pa že prej vidimo, so pa povezane z motnjami v delovanju centralnega živčnega sistema. A veste, tisto, kar se najbolj očitno vidi v kogniciji, so izvršilne funkcije, kako otrok načrtuje, kako otrok deli neke stvari, na kak način otrok rešuje naloge, na kak način otrok pristopa k nalogam, na kak način se otrok vživlja v razmišljanje in razumevanje želja drugih otrok, to je ta teorija uma, tako imenovana. Najbolj očitno, po moje, kar vidite vi, je verjetno socialna komunikacija in interakcija. Zdaj, eno je tudi to, da ni nujno, zato da res postavimo motnjo avtizma, mora vse tole biti, ne? Lahko so to samo eni detajli ali pa samo posamezni elementi. Tisto, kar po moje v vrtcu najbolj vidite, je nezmožnost simbolne igre. Otroci v tej starosti že morajo imeti simbolno igro, igre pretvarjanja, igre posnemanja. Kadar tega ni, pa kadar imamo še težave v skupni vezani pozornosti, takrat lahko posumimo na avtizem. Zdaj, čisto enostaven test za skupno vezano pozornost, recimo imate neko igračko, ali pa neko stvar, ki bi radi otroku pokazali, pa rečete otroku, pokličete ga po imenu, pa recimo rečete, ne vem, aha, Katja, daj poglej, pa pokažete z roko na predmet in potem čakate, če bo otrok pogledal predmet in če bo tudi vam vrnil nazaj pogled, ker to je v resnici, da je ta pozornost taka, kot mora biti, da je skupna vezana, torej objekt in dva subjekta. Kadar tega ni, takrat lahko že posumite, da nekaj ne štima. Lahko je tudi samo slučajno, seveda, ne. Tile predšolski otroci z motnjami avtističnega spektra imajo težave tudi, da se ne odzivajo na svoje ime. Stokrat ga pokličeš, on v svojem svetu. Potem take težave na področju vedenja, to je pa ta drugi sklop, so pa razne stereotipije. Stereotipija pomeni ponavljanje nekih nesmiselnih vedenj, ravnanj. Potem zelo imajo težave s prehajanjem med rutinami, ful težave, recimo, če vi postavite zahtevo, ok, zdaj bomo pa zaključili s to dejavnostjo, pa bomo šli na drugo dejavnost, tukaj zna biti velik problem in znajo biti zelo okupirani z nekimi svojimi interesi, ki vam morda sploh niso smiselni, njim pa zelo. To pomeni, to so ti nenavadni interesi. Tudi včasih vidimo, da imajo težave z kakšno hrano, zato ker je, ne vem, zelene barve, tako kot je ta slika, tle ne maram brokolija, ker je zelen. Včasih je bila doktrina, da se ne marajo dotikati, ni nujno, nekateri se marajo. In pa tisto, kar je zelo ponavadi spregledana stvar, včasih mi rečejo tudi kakšni starši, ja, naš pa ni avtističen, zato ker je ful čustven. Če je otrok zelo čustven oziroma ne zna regulirati čustvovanja ali pa celo pretirano kaže neke čustvene odzive, je to tudi lahko znak motnje avtističnega spektra. Tako da motnja avtističnega spektra nujno ne pomeni odsotnost čustvovanja ali pa da ni toliko zelo izrazitih čustvenih izrazov, ampak je lahko tudi pretiravanje. Tako da tukaj mogoče samo kot zanimivost. Ok, hiperkinetična motnja. Moram priznati, da ti so meni ful naporni. V ambulanti tisti, ki so ful res ta pravi ADHD-jevci, mi naredijo rastur. Tako da je pol še za pospravljati, pač res ful naporni. In si sploh ne predstavljam, kako je, če imaš v skupini 5 takih. Si predstavljam pa, da ni enostavno. Zdaj, hiperkinetična motnja, imamo pač 3 postavke, ena je znižana pozornost. A veste, tle imam jaz zdaj recimo težave v ambulanti pri tej znižani pozornosti, ker roko na srce, vsak otrok skoraj, ki ga vidim, ima težave s pozornostjo. Vsak otrok skoraj, ne vem, težko prehaja pač iz ene dejavnosti v drugo dejavnost. Zelo težko se odločaš potem, ali je to res pozornost, ali je to problem neke vzgoje, ali je to problem
da imajo otroci vsega preveč. Tako da je res ta pravi ADHD, mora biti še tole zraven, no? Mora biti impulzivni. Tukaj bi pri impulzivnosti omenila to, da so otroci z ADHD-jem izredno togi in se jih hitro lahko zameša za motnje avtističnega spektra. Ful so rigidni ti otroci. Isto imajo težave s prehajanjem med dejavnostmi, slabše sodelujejo v skupini, so izredno lahko tudi nemerni. Potem imamo pa še tisto varianto, to so pa punčke največkrat, ko govorimo o ADD motnji, se pravi težava s pozornostjo, ne pa nujno z impulzivnostjo in hiperaktivnostjo. Ali težava s pozornostjo in z impulzivnostjo, pa ni hiperaktivnosti. Tako da ti so tudi tako, no. Zelo težko je reči, kaj je, ne. Tudi mogoče na tem mestu je prav, da tudi omenim eno stvar in to je komorbidnost. A veste, meni se v ambulanti največkrat zgodi, da nima samo ene motnje. Skoraj zmeraj je še nekaj zraven nacepljenega. Zelo težko je reči, samo ena stvar je, no. In po moje vi isto vidite pri vas, po vašem delu, no. Okej, ja, pač motnje čustvovanja vedenja, zdaj tako, ena taka zelo splošna definicija je, da jim rečemo motnje pozunanjanja in ponotranjenja. Tisti, ki ponotranjijo, imajo tak odziv, da se socialno bolj zaprejo, grejo v en socialni umik. To so taki nastavki neke disforije, depresije, ne nujno. To so bolj tesnobni otroci, jih je strah nastopanja, jih je strah, kadar morajo ostati sami, taki anksiozni. Tudi ločitvena tesnoba je, separacija je pri njih večji problem, pa imamo pa te vedence, ne, motnje pozunanjanja, to so pa lahko tudi hiperaktivni, težko regulirajo svoje čustvovanja, težko delijo igrače, težko prehajajo med dejavnostmi, težko sprejemajo pravila, to se vidi že čisto pri banalnih igrah, kot so družabne igre, pravil za njih ni. Seveda tukaj moram povedati, da glede tega jaz vidim tudi en del v razvoju. Ko otrok odrašča, se tudi možgani seveda spreminjajo in včasih kakšna od teh izzveni. Tega pa jaz čedalje več vidim, enoreza in kopreza, to pomeni lulanje pa pač kakanje, ko je enkrat že toaletni trening osvojen. Tega, ne vem, koliko vi tega vidite, ampak jaz tega v ambulanti čedalje več vidim. En del je ta, da je to povezano zelo z motnjami čustvovanja, pa s kakšno stisko, lahko je tudi z ločitveno tesnobo, pa veste, kje se tega tudi zelo veliko vidi, pri ločenih starših, tam, kjer so težave stiki, kjer stiki ne potekajo tako, kot bi mogli, pa so pa one fore, da si starši med sabo nagajajo, pa potem pišejo vsem možnim inštitucijam, verjetno tudi vam, pa nam, pa da noče ta, pa noče tisti. Takrat vidimo zelo veliko tega lulanja, največkrat je lulanje, no, pa tudi enkopreza je lahko. Torej takrat, ko so že navade bile osvojene, se pravi, otrok že bil suh, pa je potem, ne vem, pri starosti 4, 5, 6 let ponovno moči posteljo ali pa potrebuje pleničko. Tega je zelo veliko, čedalje več. Aha, pa to je včasih tudi pri zlorabljenih, no, ne nujno, lahko pa je. Zdaj tisto, kar se mi je vseeno zdelo še pomembno, da omenim neko družinsko dinamiko, ki jo vidimo zdaj po epidemiji. Ful se slabša tam, kjer so bili že prej problemi. Tam, kjer so bili recimo to, kar sem prej razlagala, ločene družine, zapleti ob izvajanju stikov, potem tudi tisti od starši, ki imajo šibke starševske kapacitete, se je to zdaj sam še dodatno pojačalo. A veste, recimo šola na daljavo, jaz verjamem, da je bila naporna vsem staršem, ker pač imeti od mulce doma, pa pač z njimi dela za šolo je ful težko, to sploh ni enostavno. To jaz verjamem, da ni, ampak vsem en del je to, da ti gre mulc na živce, pa si rečeš, ok, mulc mi gre na živce, pa nič hudega, ker je to čisto življenjski odziv. En del je pa to, da starš ni zmožen več starševanja. To se pravi, da je otrok prepuščen sam sebi, ali pa da so meje čisto porušene med starševskim in otroškim podsistemom. A veste, to jaz najbolj vidim v ambulanti. Takrat, ko rečejo, meni se pa grize, recimo, kao moj otrok se grize, pa potem reče, meni se pa grize doma, ali pa meni pa lula. To se pravi, sploh ni diferenciacije med otrokom pa med staršem. Revščina pa šibka socialna podpora je tudi problem, dolgotrajno bolni družinski člani, tega nekaj tudi jaz vidim, kakšni otroci s hudimi boleznimi, pa potem bratci pa sestrice trpijo, pa seveda socialna izključenost, ne. Ok, zdaj, kaj mi rečemo, da nekaj ne štima v osebnostnem razvoju otroka? Tisto, kar ste lahko tudi vi pozorni v vrtcu, so telesni znaki, se pravi lulanje, kakanje, ali pa če preveč jedo, nespečnost, če jih preveč luna nos, oziroma če imajo hude nočne more, nočne groze. Takrat
takrat je treba tudi malo posumiti. Ker, a veste, če otrok ima nočne more, takoj, ko pride v vrtec, ni to nujno nič kaj takega. Če se pa to naenkrat pojavi, takrat pa znamo biti malo bolj previdni, ker gre lahko za kakšno obliko posttraumatske stresne motnje ali pa kakšne zlorabe. Tudi razvade sem spadajo, nekateri otroci imajo zelo dolgo časa dudo, to naši logopedi skozi opozarjajo, pa flaše, pa dude, pa potem je problem s to motoriko govorili, pa potem sesajo prst. To je nekaj drugega, ne? To je klasična razvada. Če pa otrok je že teh navad nima, potem pa kar naenkrat s tem začne, takrat je pa lahko nekaj težava tudi doma, recimo neka družinska dinamika, podobno škripanje zobmi, ritmično pozivavanje, samozadovoljevanje otrok, ki je do neke mere normalno, če se pojavlja tam okrog 5. 6. leta, lahko pa je pokazatelj tega, da ni čustvene bližine doma. Tega puljenja, ne vem, kako vidite, no, jaz sem imela mogoče 2 predšolska strihotillomanijo, da so si pulili lase. Trma je seveda normalna, ne, to itak vi bolj veste, kad delate v vrtcu in veste, da tam pri 3 letih je trma normalna. Če pa trma ohranja se čez celo predšolsko obdobje, pa ni več normalna, je pa tega že preveč. Podobno s smeravostjo, strahovi. Ta del je tudi zelo opazen samotarstvo v smislu kontaktnih motenj. Otroci, ki se vedejo promiskuitetno, ki imajo neka seksualizirana vedenja, takrat lahko tudi pomislimo na kakršnokoli zlorabo, no? Ker otrok načeloma ne pozna, vidi razliko. A veste, že pri 2 letih otrok ugotovi, da oči ti lulajo stoje, tako rečeno, mamice pa ne. Če že ne, tako da to ni problem. Problem nastane, če otrok razvije zelo tako seksualizirano vedenje, takrat je pa problem, no? Ker pa lahko sumimo na zlorabo. Zdaj, če dam še malo bolj po domače, no, kako vi prepoznavate lahko v vsakdanji praksi. Otrok, ki prej ni imel težav z osredotočenjem pa koncentracijo, zdaj jih pa ima. To je definitivno čustveni znak stiske. Če zelo hitro spreminja razpoloženje, ali pa takole malo menja iz jokavosti v agresijo, pa je pa kar dobre volje, ne? Tako nenavadne menjave razpoloženja, ki jih prej ni bilo. Torej, vedno se pogovarjamo, kako je bilo prej, pa kako je zdaj. Če naenkrat razvije pretirano odvisnost od vas, ki ste recimo nek tranzitorni objekt za otroka, ne? Torej, niso starši, ste vi. Prej je bil okej, je bil samostojen, zdaj pa kar naenkrat hoče okrog vas hoditi, vas ne spusti, se vas drži za kiklo, tisti je tudi malo že lahko znak. Tak tipičen znak je, da otroke več ne zanimajo dejavnosti. Otroci so načeloma zelo radovedna bitja, sploh v predšolskem obdobju, in kadar te radovednosti otroške ni, a veste, ta zanimanja za igro, takrat se lahko kaže neka težava, neka čustvena stiska. Zdaj, grizenje nohtov, če bi mene, jaz se drugače ukvarjam malo kot psihoanaliza in tudi vedenjsko-kognitivna terapija, oboje, no, in če bi vprašali psihoanalitike, kaj pomeni grizenje nohtov, v bistvu gre za eno tako simboliko, da si otrok ali pa odrasli pogrize nohte zato, da ne bi s kremplji nekoga napadel. To se pravi, gre za vprašanje agresije, ne. To so ponavadi otroci, ki imajo en kup ene agresije v sebi, pa je ne znajo dati ven in potem si nohte pogrizejo zato, da ne bojo nekoga drugega popraskali. Tako kot zanimivost, no. Da ste lahko pozorni na take otroke, da to lahko posledično pomeni tudi, da otrok ima težave z izražanjem jeze. Podobno je s temi na telo usmerjenimi vedenji. A veste, otroci, ki že v predšolskem obdobju preveč usmerjajo svoja vedenja na neke poškodbe telesa, imajo velike možnosti, da kasneje v mladostništvu razvijajo samopoškodovalno vedenje. Tako da tukaj treba biti kar pozoren. Tudi odklanjanje vrtca, ne. A veste, tudi mi v ambulanti dobimo dostikrat, ja, nočejo v vrtec, niso prijazni, ne znajo delati z otroki, te fore, no. To je redko kdaj res, no. Po mojih izkušnjah je redko kdaj res, kadar otrok odklanja vrtec, ga lahko odklanja zato, ker je prišlo do nekega nasilja vrstniškega, ampak to je redko kdaj res, največkrat je pa to odraz družinske dinamike, da doma nekaj ne štima, no. Tako da tukaj tudi lahko smo pač pozorni. Zdaj, kot telesni znaki, ki so pa včasih še bolj vidni, otroci lahko fuljejo. Ne samo pomanjkanje teka, tudi če otroci fuljejo. Na ta način lahko malo svojo stisko tudi kaže na tak način. Hrana in tolaženje s hrano. Ne samo s cukrom, s katerokoli hrano, kruh recimo ali pa karkoli drugega. Takrat zastrižemo z ušesi, to sem že omenjala, ne, težave z odvajanjem. Če otroci imajo težave s spanjem, pa to niso tiste zadeve, ne se ne da spati, ampak otrok je prej rad spal, ni bil problem, zdaj pa težko spi. Pa če tožijo po bolečinah, da jih glava boli, trebušček me boli, slabo mi je, utrujen sem, ne da se mi,
To je tudi tukaj zastrižemo z ušesi. Kaj lahko vi nudite? Jaz sem to poimenovala kot prva psihološka pomoč. Jaz seveda razumem, da ne morete vi se iti neke terapije tam, kjer imate ful več otrok in tudi tisti, ki ste v svetovalni službi, vem, da imate ful dela. Ampak tisto, kar se pa kot čisto neki taki nasveti, ki so se pa izkazali za resnične, je pa to, da imamo dovolj časa za otroka. Veste, otroci imajo svoj tempo in otrok se mora navaditi, da pač ima svoj mir in da ima svojo tišino. Tako da včasih je dosti, če smo sam tih. To je malo problem tudi od nas. Vam bom jaz dala čisto moj primer. Jaz sem ful hiperaktiven človek, delam milijon stvari naenkrat in najhujše to, ko dobiš v ambulanto otroka, ki je tih in moraš zdržati. Ali pa odraslega, je čisto ista zgodba. Pač moraš zdržati in moraš počakati. To je zame po moje najtežje od vsega, ampak otrok to začuti. Tako da rab svoj mir, svoj čas, tudi če ste sam tih, to, da se vas on navadi. Otroke je treba naučiti, da začnejo opisovati svoje občutke. Primer, vidite otroka, ki je totalno razštelan, ful nagaja, ful dela štalo v razredu oziroma v oddelku in potem pridete do njega, ali ga pa vzamete k sebi in mu vi interpretirate njegovo stanje. In mu rečete, aha, jaz pa vidim, da si ti jezen. A mi lahko kaj več poveš, kaj pa je? Ali pa, aha, jaz pa vidim, da si ti žalosten. Torej, gremo na ta osnovna čustva, jeza, žalost. To, da otrok poveže, da kadar sem žalosten, sem lahko žalosten, ampak žalost se izraža tako pa tako. Tisto, kar tudi mi delamo v terapiji, in to po moje tudi vi sigurno uporabljate, če ne zavestno, pa nezavedno, je igra. Tole imam en test, tukaj sem dala načrtno ga, mi mu rečemo sceno test. To je en ful dober test, ki ga mi uporabljamo, tudi kakšne zlorabe se vidi. Otrokova igra, veste, terapija odraslega je pravzaprav, gre skozi govorila, kako mi verbaliziramo naše čustvene vsebine. Terapija otroka, sploh predšolskega, gre pa preko igre, ker je igra pravzaprav začetni stadij verbalizacije, kar pomeni, da je igra zelo, zelo pomembna. In včasih ni nujno, da se z otrokom pogovarjamo, dosti, če mu damo neko tako igro, v kateri nastopajo družinski člani, recimo take figurice, karkoli drugega, veste, da on gradi, da on sestavlja, potem pa boste videli, banalna stvar, če 2-letnik zgradi stolp, pa ga poruši, je to okej, ker je to pač razvojno gledano smiselno, to so kaptativno-retentivne tendence, to je okej. Če pa to naredi 4-letnik, 5-letnik, takrat pa že vidimo, da nekaj ne štima, nekaj je problem, nekaj je z agresijo, nekaj je z jezo in ga lahko vprašamo, aha, a si podaril, kako pa to, da si podaril, a si bil jezen? Skratka, naša naloga je, da probamo mi ubesediti tisto, kar vidimo, da se dogaja v igri. To je lahko žalost, lahko je tudi veselje, lahko si pomagamo z lutkami, z igračkami, ker na ta način otroka razbremenimo. Saj to ni zdaj taka terapija, ampak, veste, mi lahko veliko naredimo z nekim razbremenitvenim pogovorom. To je že ful veliko. Da otrok ve, da ga nekdo razume. Pa ne smemo preveč govoriti, no, pri otrocih. Čim bolj kratko, preprosto. Tako, po mojih izkušnjah, recimo, tudi bom dala en banalen primer, tudi recimo včasih se nam zgodi, če so kakšne spolne zlorabe ali pa kakršnekoli zlorabe za namene sodišč, da ne znajo zaslišati teh otrok, ker pač jih je ful težko zaslišati, ker se otroci zaprejo vase. In takrat je dosti že en tak kratek razbremenilni pogovor, da damo otroku neke igrače, recimo tak test ali pa pač lutke, in interpretiramo mogoče 2 ali pa 3 stavke, samo da rečemo, aha, jaz pa vidim, da si ti žalosten, ali pa, jaz pa vidim, da je tebi zelo težko. In bo otrok čutil, da ga vi razumete in bo to za njega že dosti. Tako da igra je ful dobra stvar, no, lutke, igračke, didaktični materiali, to je super za predšolskega otroka. Kdaj jih pa napotiti k nam, a ne? Glejte, moja neka doktrina ali pa iz tega, kar vidim, ali pa iz izkušenj je, da takrat, kadar vidite, da otrok niti s pomočjo staršev, niti z vašo pomočjo ne zmore zmanjšati svojih težav in da te težave v bistvu vplivajo na njegovo vsakodnevno funkcioniranje. Vedno nam je pri psihopatologiji merilo funkcioniranje. Kadar otrok ali odrasla oseba ne funkcionira, torej vsakodnevno funkcioniranje, pri odraslih je to poklic, medosebni odnosi, partnerski odnosi, pri otroku je to recimo igra, ne vem, neke rutine, ki jih je že osvojil, če vidite, da gre v regresivno vedenje, da je že vse to, ne vem, napravil, osvojil, potem pa pade ful nazaj, ne vem, začne spet lulati, se vede kot dojenček, noče samostojno jesti, to je regresija, ki moti vsakdanje funkcioniranje, takrat je treba naprej.
Tudi kadar vidite, da se njegova uspešnost pa sodelovanje v skupini zelo zmanjša, vedno v primerjavi s preteklim funkcioniranjem. Da to ni faza, ampak da to traja in vi ne morete več pomagati, takrat je treba poslati naprej. Ful izrazite težave s koncentracijo, agresivno vedenje in izguba zanimanja za dejavnost. Če imamo vse te točke, takrat je tudi smiselno poslati naprej, da se vidi diferencialno diagnostično, kaj se z otrokom dogaja. Lahko da gre za zadnji plazečo motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, lahko gre za neko družinsko dinamiko, lahko gre za nastavke vedenjskih motenj in je pol tle treba narediti diagnostiko. In pa seveda takrat, kadar otrok ima taka vedenja, s katerimi ogroža sebe in druge. Ne, to niso zdaj nujno samo morilna vedenja kot taka, ampak veste, že neko ravnanje z nekimi ostrimi predmeti, ki je pretirano. Takrat, kadar vidite, da otrok sploh ne sliši nekih pravil, ne upošteva pravila, da so ta vedenja taka, da postaja nevaren, takrat je tudi treba ukrepati. Sicer pa jaz mislim, da so to lahko samo neke prehodne faze. Zdaj, kako to izgleda, ne? Tukaj ste vi, torej vzgojitelji, svetovalna služba, CSD starši. Zdaj, pri nas v zdravstvenem domu lahko pride vsak otrok do mene in pač do vseh ostalih kolegov tudi v bolnici, preko napotnice. Napotnica je za kliničnega psihologa, pa za pedopsihiatra je tudi napotnica, tako da v zdravstveni domovih delujemo kot dispanzer oziroma oddelek za duševno zdravje, nekateri otroci grejo v razvojne ambulante oziroma centre za zgodnje odkrivanje, tudi novi centri, ki se zdaj odpirajo. Potem imamo svetovalni center, to ga mi nimamo tukaj v Novem mestu, je v Ljubljani. Imamo pa posvetovalnico Novo mesto, ki dela podoben kot svetovalni center. Izbrani pediater otroka ponavadi napoti, ne morejo kar tako nekdo priti, da rabijo napotnico oziroma delovni nalog, če gre za logopeda. Potem pa seveda so tukaj tudi kakšni krizni centri. Zdaj jaz z vrtcem nimam toliko izkušenj, da bi bilo potrebno nameščati v socialno-varstvene zavode ali pa pač kakšne razne te druge inštitucije, imam pa s šolami, ponavadi, če so kakšne take stvari. Potem so pa seveda specialistične zunajbolnišnične obravnave in bolnišnične. Zunajbolnišnična je ambulanta in seveda tudi bolnišnica, recimo rakitna, pedopsihiatrija včasih, zdaj tako pri tako majhnih načeloma, ne, ampak ja, tudi se včasih zgodi. To je pač nekako potencialna pot. Zdaj za zaključek bi pa jaz vsem rada sam nekaj še za nas, ker načeloma se srečujemo bolj kot ne preko poročil. Se mi pa zdi zelo pomembno, da tudi to naslovimo, da vsi mi, ki delamo v poklicih vzgoje, zdravstva, moramo zato, da bomo učinkovito delali z drugimi, poskrbeti za svoje splošno in duševno zdravje. In sploh v teh okoliščinah, kjer imamo en kup enih pravil in mask in nebuloz, takšnih in drugačnih včasih, strani staršev, ki si sploh ne razumejo, da zakaj pač moramo imeti neka zaščitna vedenja, pa jim je to ful čudno. Mi pa vemo, da smo dolžni poskrbeti tudi za druge. In v času te epidemije se je to samo še bolj pokazalo, da smo v resnici tudi mi zelo ranljivi. In veste, to, da vam gre otrok kdaj na živce, je normalno. In se mi zdi prav, da si te stvari povemo. In to, da smo utrujeni od otrok, je tudi normalno. Je pa ključnega pomena to, da tudi mi zase gledamo, da gremo na dopust, da si rečemo, ok, time out, toliko lahko naredim, več ne morem, da nimamo tega, jaz rečem, mesijanskega kompleksa, da bomo rešili cel svet, ker se ga ne da, ker je veliko tudi staršev odvisno. Pa vedeti morate, da v tej epidemiji se bo najbolj na vas, če boste vi težili, zakaj morate, ne vem, otroke ločiti, da niso v telovadnici, pa recimo, ne vem, zaradi mask boste vi jih poslušali, ker pač starši ne razmišljajo, da ste vi odgovorni tudi za vse druge in da se treba samo zaščitno vesti. Tako da tukaj pač pokasiramo. Ja, namesto zaključka, to je bil citat, tale stric je Einstein, on je bil otrok z ADHD-jem, ampak vemo, da je genij. Tako da ja, ta impulzivni, agresivni otrok je stalno v pogonu, namesto da bi hodil, teče, namesto da bi delal, govori. Ta otrok stalno skače novim dogodivščinam naproti, pri čemer se najprej zažene in šele nato preveri, kakšne so okoliščine. Če pa svoj potencial zna unovčiti na konstruktiven način, je lahko poln energije, zabaven, kreativen, entuziastičen, karizmatičen. Nekega dne lahko postane atlet, vojak, igralec, umetnik, podjetnik, politik, znanstvenik in spremeni svet. In takšne potenciale vzgajamo vsak dan, zato si to štejemo v čast. Mi v zdravstvu mislimo, da ste vi v vzgoji in izobraževanju zelo pomemben člen. Verjamem, da tudi vi to mislite za nas in jaz sem zelo vesela, da imate energijo, da delate s predšolskimi otroki. Tako, zdaj ste pa vi na vrsti.
Aha, vidim, da imamo. Gospa Katja, najlepša hvala za tole predavanje, slikovito, enostavno. Eden od komentarjev je bil wow in jaz bi tudi lahko rekla samo wow in s tem povemo vse. Dejansko tako strokovno, pa tako na preprost način povedano, da nam je vsem, ki smo nestrokovnjaki na tem področju, jasno. Tudi se mi zdi, da ste povedala vse tisto, za kar sem vas prosila, se pravi, da dejansko najprej pogledamo, kaj so težave in da nakažete, kako jih lahko prepoznamo in kje lahko mi kot nestrokovnjaki priskočimo na pomoč, je tisto, kar smo dejansko danes od vas slišali. Hkrati se mi zdi pa še zelo pomembno to, da ste tako zelo poudarjala, kar je pogosto neprepoznano, kako pomembni so vzgojitelji v vrtcu, ker dejansko začnejo z vzgojo naših otrok in lahko prepoznajo marsikatero težavo, ki je pri otrocih že v samem začetku razvoja in se jo lahko pravočasno odkrije in reši. Tako da res z moje strani ena velika, velika hvala. Zdaj bi pa tudi jaz pozvala vse slušatelje, namreč vi nas boste po tem delu zapustila, da zdaj imate res priložnost, če imate kakršnokoli težavo, kakršnokoli osebno izkušnjo, pa ne veste, kako bi pristopili, da izkoristite priložnost. Tako da kar vklopite mikrofon, če imate vprašanje, pa postavite vprašanje.